Ja, mal sem res že star, tlele vlačem tole tablo s sabo, zdaj obstajajo že tiste elektronske, a veste, ko pišeš, rišeš gor, vse da v PDF, potem to nekaj listaš, in tako naprej, a ne. Sem pa jaz to zadevo malo preveril pri svojem občinstvu, pri svojih poslušalcih, poslušalkah. A veste, da je pri razvoju vodij pa osebni razvoj pa NLP, ne vem, koliko poznate, da je, kaj mislite, več moških ali žensk? Ja, več je žensk, ne, tako da je zanimivo, koliko smo moški bolj trdi za to, ne. V glavnem sem preveril pri svojem občinstvu in sem ugotovil, da imajo vsi raje, da rišem pa pišem sproti takole na tole tablo, kot pa tiste elektronske zadeve, tako da še vedno veselo vlačem staro tablo, malo je že skrivljena, papir je, pol jih imam tam v avtu, se mi svaljkajo okrog, in tako naprej. Ni čisto ekološko, ampak za uporabnike pa baje, da je bolj prijazno. Ja, potrjujejo učenci, ja, tako da hotel sem reči, nekaj jih je tudi tukaj, ena je tudi tukaj. Ja, vse skupaj vas lepo pozdravljam. Jaz sicer, ko delam z ljudmi, a ne, pa javne nastope pa podobne zadeve, a ne, rečem vedno, eno izmed pravil javnega nastopanja: nikoli razlagati, da ste imeli slab dan, da se niste dobro pripravili, da niste imeli časa, da ne vem, karkoli že, v glavnem, nikoli razlagati, da imate tremo. Ker je velika verjetnost, da noben ne opazi. Ampak jaz imam danes tremo. Kaj? Ja, noben jo ni opazil, ja, saj verjamem, da ne. V glavnem, vse skupaj vas lepo pozdravljam, hvala Kaja za povabilo. Res sem vesel, da sem tukaj, tako da jaz upam, da bo tole vodenje tako, bom probal malo na zabaven način, prav da ni ono ta težka suhoparna tema. Tako da, ja, z vodenjem se jaz ukvarjam kar nekaj časa, večina mojih delavnic, kar delam po podjetjih, no, se kar dotikamo vodenja, komunikacije, odnosov pa tako naprej. Kje ima pa je za tole naprej pa nazaj dajati? Aha, hvala lepa. Okej, nekaj takega. Tule sem bil še mlajši, pa isto srajco imam gor. Pa še skozi mi je prav. Ja, v glavnem, sem poslovni trener pa coach, ne bom veliko vse, par besed, samo poslovni trener pa coach. Star sem, saj ni važno koliko, 50 plus. V glavnem, moji pristopi, ki jih delam tulele več ali manj, takole še malo zraven. NLP, ne vem, koliko poznate, neznane leteče predmete. Tako da nekje nekoč so me obiskali in so mi dali neko znanje, hecam se, nevrolingvistično programiranje. Potem dodajam zraven transakcijsko analizo, se pravi malo psihoterapije, da lažje razumemo ljudi, kako ljudje delujejo in tako naprej. Pa pač neke vodstvene vsebine, kot so recimo Leadership Management International. Danes tukaj vodenje, a ne, zelo, vsaj za mene, no, zahtevna zadeva, zato ker običajno rad govorim, razen doma, a ne. A veste, moški že v službi vse besede, ki jih imamo na voljo, porabimo, pa smo pa doma tiho, pa imamo pa en kup enih problemov, a ne. Tako da načeloma rad govorim, no, vsaj tiste stvari, ki me zanimajo. In to je res izziv, a ne, da temo, kot je vodenje, spraviti v 45 minut, zato da bo kakor toliko zanimivo, pa da boste kaj imeli od tega, da ne bo samo neka taka, ko bi rekel, gola teorija, a ne. In če greste recimo na internet, na Google pogledat vodenje, boste dobili zadnjič, ko sem pogledal, tam 2,3 milijona zadetkov. Če greste na leadership, boste našli pa tam 228 milijonov, nekaj takega, ne. Če greste v knjižnico, palete knjig oziroma ne, police, police knjig, a ne. In zdaj, kako zdaj iz vseh teh tem razbrati, kaj vraga vodja rabi početi, zato da je dober vodja, a ne. Tako da jaz sem nekako probal ene 3-4 zadevce tako malo potegniti ven, pa malo predstaviti, kaj bi dobra vodja počela, a ne. Sicer sem imel naslov Dober vodja, pa sem jaz to pol popravil na Dobra vodja, ker sem si nekako zamislil, da bo danes več žensk tukaj, kot pa moških, a ne, tako da sem imel prav. Ja, za vas, a ne. Zdaj, tale slikca, a ne, je že eno tako, bomo rekel, izhodišče vodenja, a ne. Če pogledate tulele gor, tole risbico, je
cel koncept vodenja tako zelo preprosto predstavljen, ne, saj v praksi ni, ne, ampak vsaj tako, da približno dobite neko tako sliko, kaj naj bi vodenje bilo, a ne, in tam nagor na vaši, na levi strani je ena oseba, ki je malo večja in tej osebi rečemo vodja, a ne. Zdaj naloga vodja je, vodja ima v svoji glavi zamisel, ne, se pravi, neko vsebino, neko idejo, kaj naj bi ljudje na drugi strani počeli. Se pravi, vodja ima po navadi drugo idejo, kot jo imajo zaposleni, ne. In to idejo zdaj rab sporočiti oziroma skomunicirati ljudem. In dve stvari sta tulele. Eno je, da daje navodila skozi, se pravi, da pove to skozi navodila, se pravi, dajanje navodil. Drugo pa je z raznoraznimi pravilniki, ki jih imamo v podjetjih. A imate kakšne pravilnike v podjetjih? Zagotovo kakšno varstvo pri delu morate imeti, potem kakšni organigrami so, kaj še kaj takega, požarna varnost, ISO standardi, odvisno v kakšni firmi delate. Če ste pa bolj majhni, tako kot jaz, pa nimate nič, razen tisto, kar morate imeti. Pa še ena zadeva, ki je pa zelo pomembna recimo pri vodenju, pa je, a se kot vodje srečujete ali pa kot zaposleni srečujete s pojavom, da zaposleni bi imeli vsakič ali pa ves čas več denarja, več plač, a ne, ja. Sej bi tudi jaz imel. No, v glavnem, pogodbo o zaposlitvi, a jo imate? Okej, zdaj pa eno vprašanje. Če gremo tulele vprašati ljudi, ki so zaposleni, a ne, tisti, ki ste vodje, pojdite vprašati svoje zaposlene, a veste, kaj piše v pogodbi o zaposlitvi? Ne, a ne. A veste, kaj piše v varstvu pri delu? A veste, kaj piše v organigramu, kako je narisan? Ne, a ne. Kar naenkrat ugotovimo, da v bistvu ljudje, a ne, na drugi strani v bistvu ne vejo zelo veliko, kaj dejansko so njihove naloge pa njihove odgovornosti, a ne. In naloga vodje je to ves čas ozavešča, osvešča, sporoča, daje ideje in tako naprej, a ne. Kaj šele, ko pridemo tulele gor na dajanje navodil, a ne. In če recimo, da vodja da navodilo, pa tele pravilniki, a ne, utopično bi bilo pričakovati, dajmo primer. Vodja da navodilo, pojdite na levo. Od 10 zaposlenih jih bo šlo 5 na levo, 2 bosta šla desno, en bo šel naprej, 2 so te pa spraševala, zakaj. A ne. In zdaj, a te zaposleni, ki so, ves čas upoštevajo to, kar jim vodja reče? Ne, a ne. Skratka, imajo neke svoje zamisli v glavi, kaj bi bilo bolj prav, jaz vem boljš, kaj pa on ve, saj še mlada, nova in podobne zadeve. Jaz sem pa stara perda, pa imam ful veliko izkušenj, a ne. Zdaj pa meni tam en tak mulo govoril, kaj moram jaz početi, a ne. In kar naenkrat se ugotovimo, da se oni tam upirajo. In kaj pa mislite, rabimo za to, da se bojo ljudje nehali upirati, pa delati po svoje? Ima kdo kakšno idejo? Ja, kaj ja povej. Povezanost, čustva. Ja, kako pa dosežemo povezanost? Tule pridemo do ene točke, ki ziher vsi poznate in temu se reče odnosi, a ne. Komu vi v življenju zaupate oziroma komu vi dovolite, da vpliva na vas, da ga upoštevate? Kar vsaki osebi, ki pride takole čez cesto. Ne, ne. Se pravi, mora biti neki poseben pogoj in temu pogoju se reče, kaj mislite, kaj? Ja, odnosi, zaupanje, varnost in tako naprej, a ne. Se pravi, pridemo do poante, vsaj za mene poante celega vodenja, a ne, se pravi, vodja rabi s svojimi zaposlenimi zgraditi odnos, če hoče, da vpliva na njih. A ne, v NLP-ju je ena mantra, če ni odnosa, vsebina ne bo šla čez. Se pravi, ljudje vas ne upoštevajo zaradi odnosov ali pa vas upoštevajo zaradi odnosov. No, šele pol grejo potem delati, a ne, ta aktivnost in dosegajo neki rezultat. Zdaj, če je ta rezultat super, a ne, kljukca, vse krasno, samo delamo naprej. Kaj pa, če ni v redu rezultat? Ponovi vaja, popravljanje, gremo na začetek gradnje odnosov, spet vodja uriva in tako naprej. A veste, kaj je zame idealen vodja? Upam, da tole zdržali. A ni fajn biti tak dober vodja?
takole sediš v pisarni, noge imaš na mizi, telefon v rok, tablico v rok, poslušaš muziko, igraš igrice, Facebook, LinkedIn, whatever že počne, jaz sem bolj star, pa sem še na tam. Skratka, a ni to dobra ideja vodenja? Ja, dobra ideja, a ne? Vendar v praksi žal tega ni, a ne? Zato, ker če bo vodja takole v pisarni počel stvari z noge na mizo in počel kaj drugega, kaj bojo ljudje počeli? Ja, vsak po svoje, kar pomeni, da rab vodja ves čas ukrepati, ves čas vplivati na ljudi, ves čas jih tlačiti nazaj v, jaz temu rečem, strukture in to se nikoli ne neha. Ne? Tako da, če ima kdo ali pa katera izmed vas idejo, da vodja si, ne vem, enkrat vzpostaviš odnose, vse laufa pa zadeve pustiš, a ne, zmotno razmišljanje. Ves čas rabimo vplivati na ljudi, a ne, ker če ne bomo mi vplivali na njih, bojo pa pač sami, a ne, in bojo delali po svoje. Tako da evo en tak preprost slajd ali pa slikica, ki pa veliko pove, a ne, no, in okrog te slike bi pa naredili tako za ene 30-40 ur vsebin, a ne, kako zdaj to narediti, ki jih pa nimamo. Tako hitro pa tudi ne morem govoriti, da boš 45 minut povedal to, kot pa 40 urah. Se pravi, če želimo te naše odnose zgraditi, zdaj bom še jaz tako, ponavadi, ko jaz delam na delavnicah, gremo v ozadje razumevanje psihološke potrebe, psihologijo ljudi, zakaj to tako je, kaj se dogaja v nas, kakšni so upori, odkje so upori, pasivne vedenja, driverji in podobne zadeve. Mimogrede pri driverji, a veste, driverje poznate? Računalniške. Ja, no, računalnik ima driver zato, da poganja strojno opremo, a ne. No, tudi človek ima driverje, a ne, in te driverji poganjajo našo strojno opremo, se pravi, kako mi funkcioniramo v življenju, a ne. In recimo so zelo nezavedni, to pomeni, da so tam nekje, ne v glavi, a ne, razum pač že ve, da bi mogli biti prav, ampak tam nekje globoko v nas noter na eni 300 strani našega delovanja so tam eni driverji, eni gonilniki, ki usmerjajo naše delovanje, a ne. Ziher, a poznate kakšne ljudi, ki se jim nenehno mudi? A poznate? Zamujanje, zjutraj vstaneš v gužva, padeš v gužvo na cesti, mater, zakaj se lih meni dogaja. Komaj prideš v službo ali pa majčkeno zamudiš, a ne, pa si ves čas cel dan v gužvi in potem je že čas za domov, zdaj če imate otroke, treba pa še otroke pobrati, a ne, in tik pred zdajci, a ne, in seveda gužva na cesti, a ne, in pol je treba hitro v trgovino in potreba hitro domov, a ne, pa hitro na aktivnosti, pa hitro večerja, pa hitro spati in podobne zadeve, a ne, a se vam dogaja to? A veste, to je driver, temu se reče hurry up. Kje smo se to naučili? Kje smo se driverja naučili? Kaj mislite, kje? Ne, doma. Vas zanima kako? Ja. A lahko eno si sposoben, da bo moj otrok za 30 sekund? Nekaj, ti ne, ti vem, da komaj čakaš. Ja, pridi sem, no. Ja. Kaj je moj otrok, je prav? In koliko si stara? 6 let, 7, 6? 6, 5 let vrtec, super. A imate otroke? Ne še, ko jih boste imeli, spomnite se. Bogato se vam bo obrestovalo. In 5 let Kaja bi zjutraj kaj počela? Spala. Risanke je gledala, igrala, telefon, tablice, lačna, žejna, lulat, kakat, vse živo. Staršem se pa seveda zjutraj mudi, in pol to nekako tako izgleda. Pet, Kaja, greva v vrtec. Ej, Kaja, dosti ima mater, jaz te bom, ne moreš to početi, jaz te, ne smem tepsti. Glej, ne morva takole, jaz bom znoril, vsak dan isto. Hvala lepa, okej. In potem končno tega otroka nabašeš v avto in potem si šel v avto in vse hiter in prevoziš kakšno rdečo luč, pa tako naprej, otrok to vse posluša. In kaj se otrok uči? Mater, tale svet je pa res grozen, moja dva ta stara dva ves čas sta v taki paniki. In kaj se nauči? Ja, paniko. In tako na copy-pastamo. Zakaj to govorim? Kolegica prej je rekla, če poznate situacije, ko smo recimo v skupini ljudi, pa potem kaj vprašate, pa se noben ne jav. Rata mučno, je tako. No, eden izmed driverjev je tudi please others, se pravi ustrežljivc. To so pa recimo ti pa ljudje, ki ne znajo ali pa ne zmorejo reči ne. Se postavijo zase, pa pomagajo drugim.
in tako naprej. No, en tak mini nasvet, ne. Če kdaj rabite ali pa želite, da bi skupini ljudi se nekdo odzval, rabite samo dosti dolg časa počakati, pa malo prositi za pomoč in vam garantiram, da se bo v skupini ljudi, je približno 20% ljudi, ki imajo please others. Ziher se v en javu, ki bo pomagal razbiti tisto napetost. Samo morate pa pač vzdržati tisti čas, ki zna biti mučen. Se pravi, te nezavedni programi delovanja so res ena taka huda zadeva. Tako da nimamo časa, sem vas pa upam vsaj malo požgečkal. Ja, v glavnem, gradnja odnosov. Zdaj, preden gremo tole malo razložiti, bi sam razložil, se pravi, a veste, da imamo ljudje potrebe? Ja, slišali ste že potrebe po Maslowu? To ste se verjetno v šoli učili. No, Maslova je, tako da malo na stran, pa uporabljam eno tako svojo razlago. Sicer tele potrebe, ki jih imamo, lahko razdelimo na fiziološke potrebe, to so tiste, ki jih naše fizično telo rab, se pravi hrana, voda, zrak, počitek, primerna temperatura, by the way, tlele vroče, izločanje, a še kaj drugega, spanje, počitek, to sem že rekel. Če te potrebe niso zadovoljene, kaj se zgodi s človekom? V vsakem primeru umre, se pravi, končni rezultat je smrt. Potem so, bom rekel, psihološke potrebe. Teh je 6. Oče ali pa avtor tega je Erik Bern, transakcijska analiza. Če bo koga zanimalo, dajte si prosim pogledati, ful hude zadeve, od strukture, potrditev oziroma prepoznanje. To so te tako imenovane pohvale in kritike. A imate radi pohvalo? Kaj imate raje, pohvalo ali kritiko? Kako se reče ljudem, ki imajo raje kritiko? Potrditev in pa dražljaj. Ob vsaki pohvali, ki jo dobimo, se počutimo dobro, vsaki kritiki, ki se dobimo, počutimo slabo. Skratka, so te dražljaji tista, bom rekel, zadnja ultimativna najgloblja motivacija človeškega delovanja. Se pravi, vse počnemo zato, da dobimo dražljaje. Se pravi, to, kar se nama dogaja zjutraj z kajo, zakaj? Ja, zato, ker je cela drama, ogromen dražljajev. Se pravi, tlele je en tak mehanizem. Potem incident oziroma dogodek. Če ni dovolj dražljajev v življenju, telo samo poskrbi za dražljaje. In sicer tako, da ste kdaj kakšne ključe založili, pa iskali, ali pa denarnico in podobne zadeve. In takrat, ko to iščemo, se kaj ful dogaja, vse. To telo poskrbi, da izgubimo, da pozabimo, kam smo dali, zato da pol besno iščemo okrog. Se pravi, to je način, kako naši možgani sami nas zasabotirajo. In zdaj, če hočemo ven iz tega, kaj rabimo narediti? Se sprostiti, pomiriti in pa se kar čudežno spomnimo, kje smo zadevo pustili. Tako da je res zanimiva zadeva. Incident. Potem je še dotik in pa strast in zadovoljitev strasti. Zadovoljitev, ki jo dosežemo na en tak preprost način, oziroma vsem poznan način, skozi seks. Prav, seks ni fizična, ampak je psihološka potreba. Tretja so pa odnosne potrebe. To so pa povezane z vodenjem tudi. Odnosnih potreb je pa 8 in so Richard Erskine, če vas bo zanimalo, integrativna psihoterapija. In prva odnosna potreba, kako se rabite počutiti v odnosih? Varno. Prva je varnost. Se pravi, da nismo grajani, šikanirani, kaznovani, da nas ne gledajo po stran, da so naše strukture čim bolj stabilne, se pravi, na sistem delovanja. Se pravi, vse te spremembe, ki so, v nas povzročajo nevarnost oziroma se ne počutimo več varni, zato ljudje tako težko sprejemajo spremembe. Potem druga je, da smo sprejeti.
takšni, kot smo, moški, ženske, po izobrazbi, po spolu, a to sem že rekel, po letih, po nacionalnosti, po politični pripadnosti, nima veze. Skratka, da smo sprejeti brez pogovanja, vi ste v redu, če. Se pravi, ljudje smo sprejeti ali pa nismo. Potem, da vplivamo na druge ljudi. A rabite vplivati na druge? Ves čas, se pravi, izražanje svojega mnenja, kaj je partner dobro naredil, kaj ni dobro naredil, kaj je prav, kaj ni prav, kaj si želite, kaj boste skuhali, kaj boste jedli, kako boste pospravili, kam boste šli za na dopust, izražanje želja in potreb in podobne zadeve, pa še v odnosne potrebe. Če v odnosu to lahko počnemo, se počutimo varne, če pa ne, se počutimo pripadne. Kaj pa če ne? Ja, pa malo manj. Potem, da drugi vplivajo na vas, da drugi vplivajo na nas. A želite, potrebujete, rabite vpliv od drugih ljudi? Ja, se pravi, kupite recimo bluzo, vse so tako lepo oblečene, kupiš bluzo, pokažeš doma, pokažeš. Ja, in ti partner reče, wow, to je pa ful dobro in se počutite, super, res je v redu, ker ti da potrditev, da imaš okus, da ti paše, da dobro izgledaš, da se dobro odločate, da imate finance, da si sami kupite, skratka en kup enih potrditev. Kaj se pa zgodi, če ne pohvali? Pa mu pa ne pokažeš več, pa sam spravite v omaro pa nosite. Zakaj? Ja, zato, ker vas je kritiziral. Se pravi, rabimo vpliv na nas. Nekaj skuhamo, je fajn, da nam rečejo, ko je dober. Še boljše, da vse pojejo, pa še povejo. Okay. Se pravi, ena zanimivost je, da zdaj bom malo moški ubiral, tako da se upravičujem, tako da moški malo izpostavljam vsake toliko. Ženske rade slišijo, ko grejo k frizerju, da jih moški pohvalijo, drži. Ja, pa moški imajo malo težave s tem, pa pogosto tega ne opazijo. Veste, morate nekaj razumeti, res je težko opaziti, če se ti takole ostriže, v taki dolžini las tokle ostriže, veste. Pa da je ista barva las, sam drug utenk mogoče. Ja, skratka, če želite imeti, pa rabimo vpliv drugih ljudi, dajte povedati, da greste k frizerju. Tako rabite sporočiti. Mimogrede sicer ni tema vodenja, oziroma je tema vodenja tudi na nek način. Jaz pogosto slišim takole v skupinah, sploh tam, ki je več žensk pa manj moških, a je možen, da moški ne pospravljajo za sabo cunj? A je možen? Zdaj ne vsi, ampak a je možen? Zakaj ne? Ja, zato, ker so se naučili, da ko nek del oblačila, dajmo reči tumfi, padejo na tla, tudi čudežno zginejo. Ja, zakaj? Ker jih je to nekoč 20 let pospravljala mama, potem na začetku veze, ko smo seveda še vsi srečno zaljubljeni in tako naprej, in sploh je to pospravljala partnerka, pa kar naenkrat pač odpišeš oziroma ne vidiš teh štumfov. So tam, ampak jih ne vidiš. Ne vem, če lahko razumete ta pojav. Recimo, da en primer. Dajte si izbrati en predmet v tem prostoru. Kjer predmet si izbrati? Zvočnik, rože, stol, tabla, kaj ste naredili z vsemi ostalimi predmeti? Ja, odpisali ste jih, se reče. Se pravi, niste dali temu pomena, no na približno enak način se zgodi s temi štumfi oziroma temi cunjami. Se pravi, možgani imajo kapaciteto odpisovanja informacij, ki jim niso pomembne. In pa se vi, pizdakate, da razumete, da dejansko ne gre za nobeno zafrkancijo, nič ni nalašč, ampak enostavno res temu ne damo pomena. Se pravi, če hočemo temu dati pomen, rabimo se kaj? Naučiti to. Se pravi, dati neko novo strukturo, neko novo navodilo. Kakorkoli smešno se sliši. Pri vodenju oči si ista zadeva. Tudi zaposleni puščajo lončke, papirčke, ne vidijo dela in podobne zadeve. Je možen kaj takega? Ja, zakaj? Ja, zato, ker so se tako naučili in zdaj vodje hrab odučiti. Ja, se pravi, da jih pa odučimo, bo pa lažje, če imamo z njimi odnos, kakor pa če ga nimamo.
Naprej, potem samo uresničitev. Že malo pozabil. In zadnja, pripadnost oziroma ljubezen. Ljubezen, dajte si pogledati tole, če vas zanima še te druge dva, ampak za organizacijsko nista tako zelo pomembna, zato pa pogosto pozabim. Se pravi, ljubezen kot taka je posledica dobrih odnosov oziroma zadovoljenih odnosnih potreb. To ni zaljubljenost. A ste bili kdaj v življenju zaljubljeni? Ja, a ste še? No, zaljubljenost je nevrotična motnja. To pomeni, da resničnost vidimo drugače, kot je resnična. Se pravi, da se poznate, metuljčki čutimo, pa kamni govorijo, pa trava raste, pa sloni letijo, pa mavrična očala imamo gor, in se nam zgodi, da odpisujemo probleme oziroma napake druge osebe. Saj so tam, sami si mislimo, saj v boljš. Saj se v spremenu, saj ga bom spremenila. Ja. No, približno po 6 do 8 mesecih ta nevrotična motnja mine in smo soočeni z kruto realnostjo. Torej, ta ljubezen, ljubezen, kot jo pojmujemo, dojemamo mi, je takrat, kadar so naše odnosne potrebe v odnosu zadovoljene. Vendar v podjetjih ne moramo govoriti o ljubezni. Čeprav se tudi to dogaja, na kakšnih team buildingih pa podobno. Ampak govorimo o enem pojmu, ki si ga pa vsi mi želimo. Pripadnost. A želite pripadne ljudi? Pripadnost. Se pravi, pripadnost boste dobili tako, je rezultat, je posledica zadovoljenih odnosnih potreb. Dajte ljudem odnose, da so varni, sprejeti, da lahko vplivajo, povejo svoje mnenje, da vi vplivate nazaj, da se lahko uresničijo svoje cilje, svoje potenciale, da so pohvaljeni od, tam sem se spomnil, da si pohvaljen od tebi pomembne osebe. Se pravi, rabimo pohvalo od vodje, ne od kogarkoli. Ker mi želimo od vodje, pa sodelavka ali pa sodelavec reče, pa se ti veš, da dobro delaš. A je to isto? Ja, ne. A isto doma, če ti moški recimo rabite od njega slišati, rad te imam ali pa ljubim te, pa ti pol tašča razlaga, se veš, da te ima rad. A je to isto? Ja, ni, Ja, to je tako, kar se Serpentinšek rekel. Je rekla, če imam kaj rad, še sem mi povedal, ko sem se poročil, še kaj drugače bo že žvedva. Jaz sem s Kamnika, by the way. V glavnem, tele odnosne potrebe so tiste, ki dejansko odpirajo pot vplivanju. In zdaj, verjetno vas ne zanima samo to, kaj to je, ampak tudi kako to narediti. In evo, tale načrt, model 4-7-11, je način, kako zdaj z ljudmi zgraditi odnos. In 4-7-11 ni nekega posebnega pomena, tako da lahko tudi napišete 5, 8, 10 ali pa kakorkoli, ampak samo tako, da imate neko idejo, nek okvir, nek model, kaj rabite početi, da boste z ljudmi zgradili odnos. In opazili boste tudi, da tam, kjer že imate odnos, to že počnete. Se pravi, s tistimi, s katerimi že imate odnos, pa ne samo v službi, tudi privat. In sicer prva stvar je 4 stvari brezplačno oziroma neko uslugo. A ste kdaj dobili kakšno uslugo od ljudi? Smo, ne? Kako se počutimo takrat? Ja, dolžni, da nekaj vrnemo nazaj, a je tako? Če nam nekdo naredi uslugo. No, dajte ljudem narediti kakšno uslugo in bojo dolžni, se bojo počutili dolžne in hvaležne, da vam to vrnejo nazaj. Temu rečemo recipročnost. Tudi če možgani to razumsko drugače razlagajo, je tisti feeling, tisti notranji driver, da jim vrniti uslugo nazaj. To ne pomeni, da delate usluge skozi, ker bojo ljudje izkoriščali, ampak kdaj pa lahko to naredite in boste videli, da vam bojo taki ljudje ful hvaležni.
Da razumete njihove, se veste, potrebe, pa doma, pa družina, pa otroci, pa param in tako naprej. Potem druga stvar pa je komunikacija. Vsi poznamo, slišali smo komunikacije gor, dol, koliko je pomembna, govori se o komunikaciji in tako naprej. In zdaj načini, kako pa lahko z ljudmi komuniciramo, jaz sem sicer že vse izdal s tem gor, a lahko po telefonu, pa SMS-i, pa e-maili, pa v živo najboljš, pa socialna omrežja, pa kosilo, pa časopisi, pa webinar. Skratka, imamo različne načine komunikacije. Kaj mislite, da je najboljš? Najboljše v živo, ja. Najboljše v živo. Kaj pa najslabše? A komunicira, oziroma kako pa največ komuniciramo? Tako bom vprašal, drugače. Komuniciramo veliko po mailu. A je mail v redu za komunikacijo? Ja in ne. Se pravi, še nikoli v zgodovini nismo mogli toliko ljudi naenkrat doseči, kot zdaj, ko imamo elektronsko pošto. Top zadeva. Navodila, pravilnike, dopise, vse to lahko pošljemo zelo hitro in zelo učinkovito. Ima pa mail eno veliko težavo. In sicer dobite po mailu besedo mačka. Kakšno mačko si predstavljate? Kakšno mačko si predstavljaš? Ok, pa ti? Mačko kot žival. Pa kakšno? Barvo, mačko, mačka. Lepa ženska. Lepa ženska. Evo. Se pravi, vidite, na eno besedo, ki tam gor napisana, koliko interpretacij, če bi vas vse spraševal, bi dobil kar približno enako število različnih interpretacij. Povezan s tole mačko. A imate kdaj občutek ali pa idejo, da drugi ljudje od vas pričakujejo, da jim berete misli? Partner, mama, ta žena, ok, žen malo manj tle. Hkrati pa tudi vi pričakujete, da ona druga oseba itak ve, kva vi hočete. To je problem vodenja. Veste, vodja misli, da zaposleni itak vejo, kva rabijo narediti. No pa pojdimo pogledati, če je to res. Dajte si predstavljati banano. Veste, kva je banana? Ok. Kakšno banano vidiš? Če lahko vprašam. Rumeno? Ok, kakšno pa ti? Olupljeno? A čist ali čist? Se pravi, golo? Ok, pa ti? Rumeno, pa? Rumeno, ok. Kakšna rumena? Bolj na zeleno ali bolj na tisto temno? Ja, kaj pa je to lih prav zrela? A je žrjava? A je žrjava? Ne še, a veš, ker za ene je zrela rjava, a ne? Kakšno banano si pa ti predstavljaš? Še malo zelena. Pa ti? Kam je pa obrnjena? Gor ali dol? Ali levo ali desno? Desno, desno tako ali desno tako? Tako. To je ok, levo, v redu. Kakšne znamke banane pa tvoja banana? Derbi. Koliko je pa velika tvoja banana? Ne, se ne rabiš odgovoriti. Kar naenkrat vidimo ena preprosta zadeva, kot je banana, vsak jo vidi drugače. In če bi šli raziskovati žogo, bi dobili 43 žog. Če bi raziskovali računalnik, 43 računalnikov. Kaj šele, če bi se začeli pogovarjati o občutkih, o čustvih, o procesu in tako naprej. Kar naenkrat vidimo, da ima vsak malo drugačno banano. Se pravi, tale mačka paše v to kategorijo, in zdaj bom jaz nekaj dodal zraven. Mačka. Kakšna mačka je zdaj? A vidite? Jaz se igram z eno mačko. Kakšna mačka je zdaj? Mala, prijazna. Mačka. Kakšna je pa zdaj? Ne, črna. Kakšna je pa zdaj?
črna, a ne. Mačka, mačka, a ne. Kakšna je pa zdaj? Tiger, lev, ne, ris je premajhen. Tiger, lev in tako naprej, a ne. Mačka, a ne. Kakšna je pa zdaj? Na dveh nogah. A ne. Se pravi, tole se nam zgodi, če komuniciramo po mailu. Naši možgani ni dovolj, da dobijo informacijo, naši možgani rabijo še interpretacijo sporočila, ki ga dobijo skozi tamle gor odnos oziroma govorico telesa. In kaj se nam v mailu dogaja? Se pravi, mi ko pošljemo mail, recimo rešujete kakšne odnosne zadeve, reklamacije, kratke stike in se res pripravite, dobronamerno, pozitivno, z nasmehom na obrazu, pa ne takim sem ga jaz dal, in napišete mail v iskanju rešitve, sodelovanja, skupnega nastopa, dobrih odnosov in pošljete mail zadevo čez. No in oseba prebere čez 3 ure, ravno je ven iz sestanka s šefom, kjer ga je šef totalno speglal. Otroci imajo slabe ocene v šoli, morajo na govorilne ure, še danes popoldan. Z ženo imate tako odnos, pa brez denarja so ostali, pa cel mesec že ni seksov. Kako bo razumel sporočilo? Točno tako. Ja. In bo prišlo nazaj sporočilo, totalen kratek stik in so ti mislili, pa kaj s tem, vse sem čisto dobro mislila. Ja, se pravi, možgani, ker rabijo to interpretacijo, pa jo ne dobijo, se jo bojo sami skonstruirali in pa pride do kratkih stikov. Se pravi, pri vodenju, pri odnosih, pri strankah in tako naprej, če želite, če komunicirate po mailu, dajte zraven vsaj telefonski klic. Se pravi, tako naenkrat, hkrati. Zato, da bo oseba skozi klic, skozi vaš glas razumela, znala interpretirati. Še boljš, če imate odnosne težave, odnosne probleme, odnosne zatike in podobne zadeve, dajte te stvari osebno reševati. Po mailu bo ne samo, da lahko narobe razumejo, vedno bojo. To je velik problem. Ok, a bo šlo? Ja, dajte probati, no, pa kakšno tako zadevo pošljete po te videli. Sam ne une negativne, no, zato ker nočem, da ste v kratkih stikih. To sem jaz doma ženi svetoval, ki je imela težave z direktorico, pa sem mi rekel, ja, pejt po navodila, če ne veš točno, kaj narediti, pejt vprašajo. In je poslala po mailu, da ne ve točno, kaj mora narediti, in poslala po mailu in dobila nazaj s takimi rdečimi črkami, če ne veš, kaj moraš delati, pa tukaj nimaš kaj iskati. In pol je jokala doma. Ja, se pravi, jaz nisem mislil, da po mailu, jaz sem mislil po osebno, vendar, ker seveda nisem dal dovolj jasnih navodil in narobe razumela. Pa še nekaj, po mailu lažje kot po osebno, ste opazili to? Ja, sam je pa tudi veliko več problemov pol, tako da mimogrede po 1 letu pa pol ni bila več tam v službi. Potem hrana. A mislite, da je hrana v redu za odnose, za gradnjo odnosov? Ja, ful dobro. Ljudje imamo generalno radi hrano. Ja, zakaj imamo radi hrano? A ste se kdaj spraševali, zakaj tako uživamo v hrani? Ja, to ja. Ne, ja, to itak, ja, ampak fiziološki, ampak veste, naši možgani v resnici so vse jeste jogurt, zrezak klobaso ali pomfri ali neko fancy šmensi hrano, čisto vse, hrana je energija. Vendar jo mi potem interpretiramo skozi svoje občutke. Zakaj pa tako je? Kje se družina združuje, če se že? Za mizo ob hrani, se pravi kosila, večerje, potem kakšne kosila z babico in s celo družino in tako naprej. In otrok je hrano za družino in če se ravno takrat ne prepirajo, se običajno ob hrani nekje ljudje malo skonektajo in se otrok počuti kako dober, dan za dnem, teden za tednom in tako naprej. In ko jemo hrano, imamo danes občutek dober. Pa ne zaradi hrane, zaradi socializacije, občutka socializacije, ki smo se ga naučili skozi otroštvo. Zato imamo radi hrano. Razen tistih, ki imajo motnje prehranjevanja, tista druga zgodba. Se pravi, pejte kdaj, če že, pejte kdaj s svojimi zaposlenimi kaj pojesti, na kakšno kosilo, malce in podobne zadeve, dajte skupaj početi.
ker se tam ljudje ful skonektajo. Pa probajte, da jejo tisto, kar imajo res radi, da ne boste vegetarijanci peljali na čevapčiče. Tisto bo res malo problem. Ali obratno, če nekdo zelo mesojedec, da ga ne peljete kjele v Govindasa, še obstaja. Še, ok, jaz že dolgo nisem bil. Se pravi hrana. Zelo, zelo koristna zadeva tlele je, a imate radi čokolado? Zakaj? Se lahko cukor ješ pa. Ja. Spet, socializacija. Kje otrok ima rojstni dan, vsi pridejo prijatelji, pa dobi darila in vsakič, ki darilo noter dobi tudi čokolado. In ker se imajo res fajn pa dobra zabava, jejo potem na koncu še torto. In otrok se ful počuti in začne povezovati hrana oziroma zabava, prijatelji, darila, rojstni dan, nekaj pomembnega sladkarija. Pridemo k babici, babica otroku da čokolado. Gremo v trgovino in zato, da otrok ne teži preveč za igrače, mu kupimo Kinder jajček. In je spet čokolada, pa še malo igračke. Skratka, vidimo čokolada, čokolada, čokolada na vseh koncih. Potem smo pa odrasli, pridemo dan, imamo slab dan, kaj gremo iskat? Čokolado. In mislimo, to je pa zaradi dopamina, adrenalina in ne vem, katerih hormonov. Figo freško, pojdite pogledati v Milko, koliko ima v resnici res kakava noter. Skratka, je spet neka taka povezava za našo socializacijo. Meni finte, imejte cukre za zaposlene. Pa jih malo pocrklejte s kakšnimi čokoladicami in podobne zadeve. Sej bi vas, pa so mi zadnjo merci včeraj pojedle. Tako da, ne delavanci. Se pravi, še nekaj, kje? Ja. Socialna omrežja. A ste na socialnih omrežjih? Zakaj? Ne. Koliko imamo še cajta? Koliko je to? Okej, pa bomo lih tole zaključili. Se pravi, ljudje smo na socialnih omrežjih, ste na socialnih omrežjih zato, da dobivamo potrditve in držljaje. Nekaj objavimo, ljudje lajkajo in mi se počutimo ful dobro. Več je lajkov, bolj se počutimo. Če nas ne lajkajo, se počutimo slabo, in spet držljaji. Se pravi, objavimo še enkrat zato, da nas spet polajkajo. Včasih je bilo tako, če si šel recimo na kakšen izlet, recimo tamle Bohinj, Portorož, kamorkoli že, smo povedali kolikim ljudem, 2, 3, približno, tam ožjim prijateljem, družini, če že. Danes poslikamo, objavimo in dobimo, ne vem, 74 lajkov, je to malo veliko. Kjer loser. Malo, ne. In seveda se potem počutimo, da sem slab počutil, včasih sem se dober. Zdaj gremo še v bistvu še del, se pravi, ne samo gremo gledati, kdo nas lajka, gremo tudi, kdo nas ne lajka. In Bog ne da kakšen prijateljca noter. In potem objave še enkrat. Se pravi, iščemo neke držljaje. Se pravi, jaz mislim, da teli, ki imajo socialno omrežje, zelo dobro vejo, kaj delajo. Ampak poanta vodenja po socialnih omrežjih je pa nekje drugje. Kaj ljudje objavljamo, se pravi to vsebino, kaj ljudje objavljamo na socialnih omrežjih? Tudi, ja, ampak tiste stvari, ki so nam v življenju pomembne. Eni otroke, eni potovanja, eni kariero, eni osebno rast, eni hrano. Skratka, tiste stvari, ki so nam pomembne. Kako se pa reče stvarem, ki so nam v življenju pomembne? Sorry. Kaj vam v življenju pomembno? Kaj ti je v življenju pomembno? Ja. Počitek. Zdravje. Ja, spat pet. Okay. Počitek. Pa tebi? Odnosi. Tebi? Okay. A ima kdo otroke? Kaj ti je najbolj pomembno? Družina, otroci. Okay. A komu zdravje pomembno? Okay. A kdo kadi? Ja, a ti zdravje pomembno? Ne toliko, ne? Več užitek. Ja. Skratka, kako se reče stvarem, ki so vam v življenju pomembne? Vrednote, vrednostni sistem. Vrednote so na vrhu človeške osebnosti. In če ljudje poznajo naše vrednote, ki jih objavljamo na socialnih omrežjih, imajo
direktni vpliv na nas za gradnjo odnosov. Se pravi, hočete vplivati na ljudi, spoznajte njihove vrednote in se pogovarjate o tistem, kar je njim pomembno. Najraje na svetu bojo imeli. In pa se lahko komot vplivate na njih skozi to. Kaj pravite na to idejo? Tako, avtocesta za gradnjo odnosov. Samo razumete, oziroma upoštevajte njihove vrednote. Ne svoje vsiljevati, se vem, da so vam pomembne, ampak v vlogi vodje rabimo malo razumeti, da je cilj vodenja kaj? Da dosežete rezultat. Rezultat pa generirajo tudi drugi ljudje. In če hočete, da delajo tisto, kar vi hočete, rabite z njimi odnos pa zgradiš skozi vrednote. A ni simpel? Čisto preprosta zadeva. Ja. Potem pa še to rabite nekaj časa početi. Zdaj, ljudje imamo pogosto zgrešeno idejo, da bi hoteli odnose zgraditi v tem današnjem času hitrosti in sprememb in vsega zelo na hiter. Vendar ne gre. Gradnjo odnosov zahteva čas, jaz sem tle rekel tam od 3 do 6 mesecev in ne delati napake, kot je na primer ta, da imate prijatelja iz šolskih let, ki ga 5, 6, 10 let niste videli, potem se pa spomnite, da on tam nekje je in zdaj nekaj rabite od njega in kar naenkrat začnete klicati, pa SMS pošiljati, pa maile, pa telefon, pa osebno, pa 3-krat na kavico, pa 2-krat na kosil. In že v bistvu ta prvem srečanju poveste, kva rabite. In kaj naredi oseba, ki prej ni nobenih odnosov, pa kar naenkrat so. Ta prvo zastriže z ušesi, kva je narobe, kva je v ozadju. Skratka, rabite to počasi narediti, pa počasi graditi, zato da lahko potem dosežete svoje. Čisto sam za konc. A veste, en tak primer, si razmišljam, ampak direktor ima tajnico. A veste, kako žena ve, da ima direktor afero s tajnico? Če jo ima, ali ne? Ne. Najprej 5 let govori o njej. Kot da nič ni, sodelavka, maile pošilja, po telefonu se pogovarjata, kdaj tudi kaj domov prinese, kje se srečajo na kakšnem, ne vem, kakšnem takem dogodku, kot je tale, da obe dve pridete, žena in tajnica, brez problema govori po telefonu pred ženo, skratka ni nobenih skrivnosti. Pa kar naenkrat odreže informacije, pa jo pa ni. Tako, kot da jo ni več. Pa žena vpraša, ti tajnico imate še? Ja, še. In žena že zastriže z ušesi. Zakaj? Ker je bilo kar enkrat veliko informacij, pa jih pa kar naenkrat ni več. In pa še kaj pa vidva imata. No, naprej se pa sam zapleza. Ja, to je komunikacija. Ali pa obratno, prej nič ne govori, pa kar naenkrat začne tajnico poveličevati v nebo. Vsak normalen človek pri kar naenkrat povečani količini informacij zastriže z ušesi, kva je v ozadju. A drži to? Tako da sem vam dal en namig, kako lahko ti zadeve preverite. Ja. Odnosi imajo dolgoročno komponento, se pravi, odnose rabite graditi nekaj časa. 3 do 6 mesecev je čisto v redu, zato da res z osebo zgradite odnos in na tako osebo lahko potem brez problema vplivate z namenom, da delajo tisto, kar si želite, da delajo, oziroma kar hočete od njih.